lahko pozdravljam, da sem mu poskušal v neki strnjeni, relativno kratki obliki predstaviti naš pogled, naše ocene dela Urada za Slovence v zamejstvu po svetu v tem mandatu. Na podlagi zakona o odnosih Republike Slovenije za Slovence zunaj njenih meja, ki ga je že v letu 2006 sprejela tedanja Janševa vlada, sedaj v tem mandatu Urad Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu vodita minister in državni sekretar. Ocenjujemo, da je tak pristop k vodenju urada velik napredek, kajti nedvomno je, da v pogojih mednarodnih pogajanj, usklajevanj in konec koncev iskanja tudi nekih pravic za naše zamejce ima funkcija ministra bistveno močnejšo, lahko bi rekli tudi težjo vlogo kot zgolj direktor urada. Ko smo pripravljali ta navedeni zakon, smo želeli Slovencem, ki živijo izven meja matične domovine, pa seveda tudi mednarodni javnosti, pokazati, da to področje jemljamo skrajno resno in s tem tudi nekako na simbolni ravni pokazati ta svoj pristop. Pričakovali smo, da bo uvedba funkcija ministra in državnega sekretarja na uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu pomenila tudi premik v načinu razmišljanja o položaju in načinu dela tega urada in seveda temu ustrezno tudi vse nadaljne postopke, potrebne postopke. Žal ugotavljamo, da temu ni tako. Razen novih prostorov na Komenskega 11, razen novih zaposlitev, mimogrede povečanje je po podatkih, ki jih imam kar za 50%, v delu urada ni opaziti kakšnih drugih pomembnejših sprememb, kakšnih pozitivnih sprememb na bolje. Sam urad še vedno ostaja zgolj nek koordinativni organ, ki zgolj koordinira delo med raznimi ministrstvi, ki vsak na svojem področju deluje, dela in kontaktira iz Slovenci iz matične domovine. Pred slabim letom, natančneje 17. decembra, je urad pripravil dokument z naslovom Prioritete delovnega področja urada za Slovence v zamejstvu in po svetu za leto 2009. To se pravi prioritete dela urada za letošnje leto. V tem dokumentu so bile navedene 3 ključne točke, ki jih na tem mestu tudi izpostavil. Sicer pod prvo je bila predvidena priprava sprememb in dopolnitev zakona o odnosih Republike Slovenije, Slovenci zunaj njenih meja, evalvacija strategije odnosov Republike Slovenije, Slovenci zunaj njenih meja, ki je bila sprejeta poleti leta 2008. Ob tej točki je zapisana tudi ugotovitev, da je ta strategija zgolj črka na papirju, ter da je potrebno vzpostaviti mehanizme za njeno izvajanje, še posebej na medresorski ravni, ter sproti opraviti preverjanje učinkovitosti zastavljenih ciljev. To se pravi, želeli so, kot prioriteto so si zadali evalvacijo dela te strategije, kako poteka ta strategija, predvsem pa ugotovitev in stalno merjenje njene učinkovitosti. Seveda predvidevam, da tudi ob tem merjenju tudi sledijo tudi potrebni ukrepi, koliko se izkaže, da ni. Kot tretja točka teh prioritet, ta točka se mi zdi, da je bolj izvedbene narave, pravi, da za učinkovito izvajanje strategije po programskih obdobjih se oblikujejo konkretne naloge, izvajalci, pričakovani rezultati, terminski okvir, finančne potrebe in podobno. Skratka, za to kot prioriteto se je predvidevalo, da se pripravi nek celovit projekt dela na temu področju. Če poskušamo strniti ugotovitve, kaj se je od teh prioritet dejansko zgodilo, novela zakona je bila dejansko vložena v državnozborsko proceduro, vlada je sprejela in vložena je bila v proceduro.
Obravnavana je bila na Komisiji Državnega zbora in na odboru za notranjo politiko. Morda bi o samem zakonu podrobneje v nadaljevanju, sedaj bi pa te 3 prioritete še nadaljeval. Konec koncev ta zakon v državnozborski proceduri zaenkrat še ni bil sprejet, leži nekje v proceduri in čaka, da bo državni zbor ugotovil, da je ta procedura zaključena, seveda pred sprejemanjem. Kot druga točka, če se obrnem na drugo točko, to je evalvacijo. Nikjer do sedaj nisem uspel zaslediti kakršnokoli javno predstavljene ugotovitve te evalvacije. Tudi če se bodo odločili, morda pogledali na spletno stran urada, tudi s tistimi iskalniki, ki ga ni moč najti te evalvacije, kot sem govoril z nekaterimi ljudmi, ki sodelujejo z uradom, so zgolj neke parcialne ocene, celostne evalvacije še vedno ni. Kar se tiče programa za učinkovito izvajanje strategije, tudi nikjer ni moč zaslediti kakršnega koli podatka, da je urad pripravil ta program nikjer ni bil javno predstavljen. Tako da se bojim, da nobena od teh 3 prioritet v enem letu ni bila uresničena, kar se mi zdi velika škoda. Opozoril bi tudi na samo novelo zakona, o kateri sem že prej govoril. Sama novela v svojem bistvu ničemer ne spreminja načina dela urada. Glavne aktivnosti so še tudi v bodoče predvidene kot koordinatorja vloge med različnimi ministrstvi, ki naj bi v okviru svojih delovnih področij vzpostavljale stike in razvile sodelovanje z organizacijami zunaj Republike Slovenije. Prepričani smo, da ta pristop nikakor ni dober. Iz več razlogov. Eden ključnih razlogov je to, da ni prave preglednosti, ni celostne slike, kaj se dogaja. Kajti, če vsako ministrstvo na svojem področju deluje, kontaktira in financira konec koncev posamezna društva, organizacije Slovencev v tujini, ni nobene celostne slike. Prepričani smo, da bi moral urad prevzeti to nalogo, se morda tudi kadrovsko ukrepiti, pa vendar ne z novimi zaposlitvami kot sedaj, več tako, da bi z posameznih resorjev vzel posamezne ljudi, ki so že sedaj delali na tem, jih združil na eni lokaciji in da bi urad vodil tisto osnovno ne koordinativno vlogo, ampak osnovno politiko sodelovanja in dela z Slovenci v tujini. Mislim, da bi s tem dosegli bistveno večjo preglednost, tako preglednost dela, se stvari ne podvajajo ali pa izgubljajo, kakor tudi preglednost glede sredstev in konec koncev tudi večjo racionalnost. Pa ne, da bi s tem zmanjševali sredstva za naše Slovence v tujini, ampak da se ne bi po nepotrebno izgubljalo ali pa prekrivalo.